Dober večer vsem skupaj, prav lepo pozdravljeni še v tem večeru, ki ga bomo tudi skupaj preživeli. Kot je napovedano, bomo se spraševali oziroma pravzaprav razmišljali skupaj o Bogu, ki biva. In dokaz za to, da biva, je, da smo ga srečali. Zato mogoče začnemo lahko na ta način. Naj vsak pomisli zdajle, a je že srečal Boga. Kdaj? Kako? Kateri moment je mogoče v mojem življenju bil tisti, v katerem sem najbolj živo srečal Boga? Pa se Bogu zahvalimo zdaj v duhu za tisti trenutek ali za tisti dogodek, v katerem smo Boga doživeli, da je živ. Naj napolni hvaležnost naše srce v tem trenutku. Glejte, to je eno tako dejanje vere, kar smo zdajle naredili. Dejanje vere. Ko smo srce odprli Bogu, ki je živ, ki smo ga že srečali, ali pa ga še nismo, ampak nekateri so ga srečali. Zato bomo najprej naredili en tak prerez, čisto na kratko, ker je veliko ljudi, ki je srečalo Boga. Bomo malo pogledali svetopismo, nekaj primerov iz svetega pisma, kako so tam doživeli in srečali Boga in od takrat naprej vedeli, da je Bog živ. Potem še nekaj primerov iz zgodovine, vse do naših dni in na to še malo skupaj razmišljali o tem, kaj pravzaprav ta odnos, osebni odnos z Bogom, ki ga imenujemo vera, pomeni. Misijon pravzaprav želi prav to, poživiti moj osebni odnos z Bogom tako, da ponovno srečam Boga. Ker je Bog, ki se je sam nam razodel, da je Bog Emanuel, Bog z nami. Bog z mano, Bog s teboj. Bog je zdajle z nami. Tudi jaz sem eno največjih kriz vere doživel na teološki fakulteti v 2. letniku. Ko sem se enkrat zavedal, da vsak dan celo dopoldne sem na fakulteti, študiram teologijo, se pravi, razmišljamo skupaj o Bogu, jaz se pa niti enkrat nisem spomnil dopoldne, da je Bog, o katerem razmišljamo, tam, da je tukaj, da je živ. In takrat sem mislil, da moram izstopiti iz bogoslovja, ker to pa je prehudo, da bogoslovec se ne zaveda, da je Bog živ, v katerem razmišlja celo dopoldne. No, pa me je potem spovednik kar malo pomiril, pa mi dal pogum za naprej. Pa zdaj, če gledam nazaj, mislim, da se ni zmotil. Poznate tistega Descartov rek, ki je zelo znan, mislim, torej sem. Poznate, ne? Potem gotovo poznate, da smo kdaj živeli v okolju, v katerem so razmišljali ali smo razmišljali, delam, torej sem. Da je tudi to bilo. Ali da kdo razmišlja ali je razmišljal takrat, ko vladam, ko imam oblast, takrat sem. Ali kadar imam dovolj materialnih dobrin, takrat sem. Ni malo ljudi, ki tudi razmišljajo tako, uživam, torej sem. Bi vi nadaljevali? Kaj bi vi rekli? Mislim, torej sem. Kaj bi postavili za sebe pred torej sem? Malo pomislimo, vsak zase. Kaj bi postavil
Kdaj se najbolj doživljaš, da si res ti? Torej, ena izmed možnosti, ki nam jo Sveto pismo nekako tudi daje v pogled, je verujem, torej sem. Osebno verujem, torej sem. Najbolj sem takrat, kadar sem v osebnem odnosu z Bogom. In zato je misijon tudi eno tako dogajanje, kjer se dogaja to, da vedno bolj sem, če hodim pot misijona. Verujem v enega Boga, izpovedujemo v naši veroizpovedi, ne? Verujem v enega Boga, to je začetna fraza, začetna izpoved, ki je v prvi osebi. Verujem, ne verujemo, ampak verujem. In tudi pri krstu, če se spomnite, ko krstne obljube dajemo, odgovarjamo, tako po pravilih odgovarjamo, verujem, ne verujemo, ampak verujem, torej sem. Vidite, to je en stavek, ki je izredno močen, ki je nabit z največjo energijo, pravzaprav, ki jo človek premore, z energijo odnosa z Bogom. Ker v tem odnosu, z močjo, ki prihaja iz tega odnosa, človek zmore vse, kar drugače ne zmore. Vključuje neko zavezo z Bogom, ta izraz, če je resničen, če je življenjski. Verujem pomeni, sem v zavezi z Bogom. In to je tista zaveza, ki je na eni strani neprelomljiva. Strani Boga je neprelomljiva. Nekdo mi je nekaj obljubil in on bo ostal temu zvest, tudi če jaz to prelomim. Kakšna moč je v tem. Verujem pomeni, da gre za en osebni dej, da gre za nekaj osebnega med dvema osebama. Med Bogom, ki je začetnik, ki on nekako daje prvi samega sebe na razpolago. Božji dar. Vera je Božji dar. Ta odnos je najprej Božji dar. Ker mi ne moremo stopiti z Bogom v odnos. Bog pa lahko stopi z nami. Človek ne more do Boga. Bog pa lahko do človeka. In kolikor je v meni, ta vera je to odgovor na to ponudbo Boga. Bog mi ponuja prijateljstvo. Bog mi ponuja, da zaživim z njim svoje življenje. Življenje, ki mi ga je on sicer dal, ampak da zaživim z njim konkretno. V tem trenutku, v vsakem trenutku. Da govori z mano, kot govori najboljši prijatelj z mano. Na tej ravni Bog želi biti moj zaveznik, moj sopotnik življenja. In takrat, ko živim v takem odnosu z Bogom, ko ta odnos živim, ki je odnos konec koncev ljubezni, takrat začenjam videti več, kot vidijo telesne oči. Ker odnos z Bogom mi odpira nove perspektive. Brez teh perspektiv se pravzaprav življenje samo sesuva. Z perspektivo Božjega odnosa z Bogom pa se vse odpira. Tudi takrat, ko človeško gledano je vse zaprto. To je nekaj osebnega, nekaj mojega. In prvi lik, ki ga tukaj srečamo na tej poti, je lik v Svetem pismu, lik Abrahama. On je, pravimo, oče vere. On je zares lik velike vere. Zaupanja Bogu. On je prvi, ki je tako po Adamu in Evi in potem, ko se je stvar zakomplicirala, v Svetem pismu je prvi, ki je tako jasno pokazal, da je ta Bog živa oseba, s katerim on komunicira, s katerim on govori, s katerim se pogovarja, ki ga doživi tako močno, da je pripravljen in sposoben iti tudi preko samega sebe. Preko svojih doživljanj.
Poglejte, iti od doma, iti iz domovine, to tudi za nomada ni bilo tako enostavno. To pomeni, da je moral biti odnos med njima močnejši, kakor so bili odnosi do vsega ostalega, na kar je bil navezan. Svetopismo od Abrahama naprej govori o Bogu, ki je živ, ki je tukaj, ki se razodene, jaz sem, ki sem zdaj tukaj, bil sem in bom zate. To pravzaprav Jahve pomeni. Jaz sem Bog, ki sem zate, tukaj, ki sem za vas, tukaj, zdaj sem bil, sem in bom. Ko pa človek reče verujem, pa reče ja, tej tvoji navzočnosti zaupam, popolnoma zaupam. Vera nas vabi, da gremo iz samega sebe. To govori lik Abrahama. Njegova domovina je lahko tudi moj jaz, v katerem sem zasidran. In bolj, ko sem zasidran v svojem jazu, bolj me bolijo stvari. In manj je svetlobe, manj je luči, ki mi kaže pot onkraj, preko. Vera, ta odnos z Bogom, torej, želi človeku pomagati, da izide iz svoje ječe, če tako rečemo, v eno obljubljeno deželo. Obljubljena dežela pa je tisti dom, v katerem se jaz lahko uresničujem kot mož, kot žena, kot otrok, kot starš, kot brat, sestra, kot državljan, če hočete, kot poklicni delavec. To je moj dom, kjer se lahko uresničujem tako, kakor je Božja zamisel o meni in o svetu. Bi lahko šli zdaj skozi celotno staro zavezo, pa gledali te like, kako so izpovedovali svojo vero, kako so jo živeli. Pa ostanimo, da ne bomo predolgi, ker če bi vso staro zavezo in novo zavezo prešli, pa vso zgodovino cerkve bi predolgo nocoj trajalo tukaj. Preidimo na novo zavezo. Ostavimo se najprej pri apostolu Petru. Peter je prvi človek, ki je tam pri izviru Jordana, zato tu se sicer ne vidi najboljše, v ozadju je izvir Jordana. To je en zelo sugestibilen kraj. Če ste že bili tam, če še niste, čim prej pejte. Voda bruha teče, že reka pravzaprav teče izpod hriba. To ni majhen izvirček, ki bi potem rastel in se večal, ampak kar v takih 3 linijah priteče voda izpod hriba in to je življenje. Kamor priteče Jordan, tam je življenje, druge pa je puščava. In nad izviri so poganski templji oziroma oltarji poganskih bogov. Vidite, tam se je Jezus postavil in vprašal učence, kaj ljudje pravijo, se spomnite, kdo je sin človekov, pa mu odgovorijo. Ampak Jezus ni hotel tam narediti neke ankete ali pa javnega mnenja o sebi. Kaj pa vi pravite? In takrat Peter, kot prvi človek v zgodovini človeštva, izpove svojo vero. In pravi, ti si Kristus, sin živega Boga. Poleg Marije in Jožefa, ki nista javno izpovedovala tega, kar jima je bilo razodeto, je Peter prvi človek, ki je to javno povedal, da je v človeku, ki ga je takole videl, kot mi zdaj vidimo drug drugega, prepoznal Boga. To ne more videti oči, človeške oči. On je videl človeka. In vendar je sposobnostjo vire prepoznal, da je Jezus Kristus Bog in človek. In to je ta znana izpoved v Matejevem evangeliju, ko je odgovoril Simon Peter, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril, blagor ti, ker si to zdaj izpovedal. Meso
Spravi, človeške sposobnosti ti niso mogle tega razodeti. To je tisto nekaj več, kar je položeno v človeka in lahko samo Bog nagovarja. In s to sposobnostjo lahko človek prepozna Boga. Oče ti je to razodel. Oče, ki te ima rad, ki je mene poslal zato, ker ima tebe rad. Vidite, začel se je še globlji osebni odnos. Prej je Peter gradil osebni prijateljski odnos s tem človekom Jezusom. Od nekega trenutka naprej je začel graditi odnos vere s tem Jezusom. Odnos z Bogom, ampak v konkretnem odnosu s človekom. Kakšna pogruntavščina bi lahko rekli, ne? Boga. Zato, da bi človek lahko prišel do njega, on postane človek in se mu približa. Ampak ni šlo tako lahko. Če pogledamo malo Petrovo življenje, vidimo, da je v njegovem življenju, tem življenju vire, razvijanja vire, kar nekaj korakov, različnih korakov. Če malo gremo po vrsti, kje je Peter prvič srečal Kristusa? Lahko bi mirno rekli, na obrazu svojega brata Andreja, ko se je ta vrnil domov. Se spomnite, da je bil Andrej pa Janez, sta bila tista prva Janezova učenca, ki sta šla za Jezusom. Pa kje stanuješ? Pridita in poglejta. In sta en dan živela z njim, pri njem doma, s Jezusom. In ko se je Andrej vrnil domov, ni mogel drugega, kakor da je Petru takoj povedal, našli smo Mesija, in ga je privedel k Jezusu, pravi evangelist. To je prvi korak, bi lahko rekli, Petrove vire. Potem drugi korak je, ga Jezus osebno sreča tam na obali in ga pokliče. In on stopi iz čolna, kakor vidimo, in Jezus ga povabi, hodi za menoj, in on gre za njim. Potem ga pokliče še enkrat. Vidite, pot vire. Bog večkrat kliče. Tudi nas. Ne samo enkrat. Drugič ga je poklical tam, ko je na gori molil, potem pa je izmed učencev, ki jih je imel Jezus že takrat veliko, poklical 12. Drugi poklic. In takrat, če jih je prvič poklical, da bi hodili za njim, je drugič poklical, da bi bili z njim. Da bi bili z njim, da bi živeli z njim. Takrat, ko živimo skupaj, takrat najbolj vplivamo drug na drugega. Ne? Vidite, tako nastaja vera. Da živiš z Bogom. In zanimivo, ko je potem Peter javno izpove vero, smo prej videli, zato sem kot začetek dal, to je prva javna veroizpoved. Ampak Peter še ni bil na koncu. Jezus ga mora učiti še na tej poti vere naprej. Predvsem takoj zatem, ko je Peter izpovedal vero, je Jezus napovedal, da bo moral trpeti. Peter pa pravi, ne, to pa ne, to se ti pa ne bo zgodilo, to pa se ne sme zgoditi. Ampak ga pošle Jezus nazaj, ne? Vidite, čeprav je že veroval, je že zagledal v Kristusu Boga, vendar še to ni dovolj vplivalo na njegovo življenje. On bi še kar po starem, on bi še kar po svojem, on še boljše ve kot Bog, ne? Vsekakor pa trpljenja ne sme biti, ne? Jezus pravi, če ne bo šlo tako. Ne bo šlo. Na tem svetu ne gre tako. In sta še šla šolo naprej. Ne? Potem se mu celo pokaže na gori, ne? Da ga je še videl v slavi, spremenjenje na gori, je bil Peter zraven. En nadaljni korak v veri. Zato, da bi lahko naslednje učne korake vire, poti vire sprejel in dojel. In ti koraki so bili trdi, še naprej, vse do križa, vse do zatajitve. Tudi to je korak vere, osebne vere. Zatajiti Boga.
To nam ni tuje. To spada k nam, spada k kristjanu, k učencu. In vendar ga to ne zaustavi. Ne Jezusa, ne Petra. Peter je med prvimi pri grobu. Je tisti, ki doživlja ostalega na nov način. Čeprav še s nekim obdan strahom. Vse do prihoda Svetega Duha. Takrat se zgodi še en dodaten korak v veri. Takrat je Peter pripravljen skupaj z drugimi premagati strah. Strah ni od Boga. Nikoli. Strah je vedno znamenje delovanja hudega. In Bog pa nam pomaga premagati strah v tem osebnem odnosu, ki ga imenujemo odnos vere. In potem je tisti oznanjevalec, ki drži in poenoti cerkev, ki je vez edinosti in ljubezni v cerkvi. Peter in njegovi nasledniki. Čeprav tudi tam ne gre brez težav. Legenda nam pravi, da je še zadnji trenutek hotel pobegnati iz Rima. Quo vadis Domine tam na Apijski cesti. Ja, grem tja, odkudar ti bežiš, zato da še enkrat umrjem namesto tebe. No, zgleda, da pa zadnja lekcija je pa pripeljala Petra na poti vere do konca. In na naslednji postaji, na poslednji postaji prosi tiste, ki so ga križali, naj ga križajo z glavo navzdol. Iz spoštovanja do smrti svojega Gospoda, ki so ga križali z glavo navzgor. Vidite, tako se je dogradila Petrova pot vere. Ampak v tej poti lahko prepoznavamo sebe, svoje korake. Ti koraki, ki jih je Peter šel, jih moramo tudi mi iti po poti svoje vere. Ni druge izbire. Ampak, če je Petru se to dogajalo, nas ni potrebno biti strah, če se nam dogaja. Vse to. Tudi to, da ne moremo sprejeti nečesa na tej poti, ali trpljenja, ali zavrnitve, ali česa drugega. Tudi tega, da kdaj zatajimo Gospoda. In vsak greh je na nek način zatajitev Boga. Ni se nam treba tega bati. Bog je močnejši od vsega tega in je prišel prav zato, da bi nam na tej poti pomagal, da bi se izoblikovali. Naslednji lik, ki jasno govori o tem, da je to res, kar smo zdaj o Petru razmišljali in da lahko sami zaupamo, je apostol Pavel. Poznamo njegovo zgodbo, ne bomo šli v podrobnosti, ampak poskušajmo dojeti samo ta glavni moment njegovega življenja, ko je uživo srečal Boga. In od takrat naprej je rekel, Bog, Kristus biva, srečal sem ga, amen. Zame ni nič drugega več, kakor samo Jezus, v življenju nič drugega več, kakor Jezus Kristus in to križani. Nič drugega ne poznam. Vse drugo so zame smeti, je zapisal, si lahko mislite. In tako tudi živel. Seveda tudi pri njem ni šlo tako enostavno, kakor si kdaj predstavljamo. Tudi on je potreboval, poznamo 3 tiha leta, ki jih je preživel v puščavi, ker je zorelo to njegovo srečanje s Kristusom. In je dozorelo tam do tega, da je prepoznal, da je Kristus umrl za vse, ne samo za Jude. In zato je bilo to potem temelj njegovega oznanjevanja poganskim narodom. Tu sem hotel samo vam pokazati to njegovo veroizpoved. To je Pavlova veroizpoved. To je temeljno oznanilo, ki ga je on nenehno ponavljal. Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prejel, da je Kristus umrl za naše grehe, kakor je v pismih, da je bil pokopan in da je 3. dan bil obojen, kakor je v pismih.
In da se je potem prikazal Kefu in tako naprej in nazadnje tudi meni, kako tistemu najmanj vrednemu. In zakaj se ne bi tebi, pa tebi, pa tebi, pa tebi? Želi se vsakemu. Vsakemu na njegov način se želi približati, se mu želi pokazati zato, da bi lahko vsak izmed nas živel ta odnos, živi odnos z vere. No in zdaj poglejmo, kako Bog vzgaja v veri. Vidite, tu še imamo enkrat Abrahama, ki je oče vere. Ne? Čisto na kratko, Bog vzgaja tako, da vzgaja posameznika in skupnost. Abraham, Mojzes, izvoljeno ljudstvo. Vzgaja tebe kot moža in ženo, ampak vzgaja tudi vašo družino, vzgaja tudi vašo župnijo in tako naprej. Posameznika in skupnost. Potem postopno in napredujoče, kot smo videli pri Petru, ne kar naenkrat. Tudi Pavel, smo videli, je sicer eno močno doživetje imel, ampak je potem še napredoval v veri. Z močnimi posegi kdaj, kot pri Mojzesu goreči grm, včasih zahteva korenite spremembe v življenju, drugič pa majhne korake. Ja, Bog vzgaja v veri tako, da računa tudi na konflikte, smo jasno videli pri Petru. Tudi pri meni je moral računati na konflikte, ki sva jih imela in jih bova še verjetno kdaj imela. Vzgaja za odločnostjo, tudi z grajo, ko je potrebno, ker ni za neke kompromisne rešitve na tej poti vere. Razume, če človek zdrsne, ampak ne reče se vse v redu. Jasno postavi kriterije. Načrtno, jasno ve, kam želi človeka pripeljati, k Božjemu otroku, da bo to resnični Božji otrok, samostojen, odgovoren Božji otrok. Jasen cilj, ki se dopolni v nebesih. To je jasen cilj njegove vzgoje. Pripraviti nas za nebesa, vzgojiti nas za nebesa. S pozornostjo na konkretno situacijo, spoštuje konkretno zgodovino posameznika, vzame konkretno zgodovino za orodje vzgoje. Abraham nima otrok in to uporabi Bog, da ga vzgaja. Ne more tam imeti otrok in to uporabi, da ga vzgaja. Vzgaja tudi sodelavci, ne samo sam. To starši dobro veste, da vas uporablja kot sodelavce pri vzgoji vaših otrok. In tako naprej bi še tukaj lahko razmišljali. Pa vas zdaj povabim, da se za trenutek še ustavimo ob današnjem evangeliju, ki smo ga dopoldne poslušali kot začetek našega misijona. Ste vsi bili dopoldne pri maši? Ni, bolj ali manj. Potem ne bi še enkrat brali evangelija. Če pa vas je veliko takih, ki niste, pa ga lahko preberemo. Ampak je tudi morda za tiste dovolj jasen ta evangelij, ne? Srečanja Samarijanke in Jezusa pri vodnjaku. Mogoče samo ta odlomek preberemo. Tedaj je žena odložila vrč, odšla v mesto in pripovedovala ljudem: pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila, kaj če je on Mesija. Odšli so iz mesta in se napotili k njemu. To je že učinek poti vire. To je na koncu. Ne? In potem, ko je 2 dni ostal tam, pri nas bo ostal cel teden na poseben način, tam pa 2 dni v Sihevu, so oni rekli, zdaj pa ne verujemo več v Jezusu zaradi tebe, ampak zato, ker smo ga sami srečali. Ampak, da je žena prišla do tega, da jim je to lahko posredovala, je morala iti nekaj korakov z Jezusom. Glejte, Jezus je šel z Samarijanko enih 6 korakov.
Tako jih vidimo v tem evangelskem odlomku. 6 korakov vire, napredovanja, poglabljanja, odnosa, ker ne pozabiti, vera je odnos, poglabljanje odnosa. In sicer konkretnost, prestop meje, preskok na višjo raven, vstop v intimo sogovornice, razodetje samega sebe in potem sledi pričevanje. Te korake pravzaprav hodi tudi z nami. Poglejmo zdaj vsakega malo bolj podrobno. Prvi korak je konkretnost. To pomeni, Bog vzame, smo že prej rekli, za res konkretno situacijo. In tukaj je konkretna situacija kaj? Jezus je žejen in utrujen in pravi, daj mi piti. Žena ima vrč, žena ima vodo in to je vstopno mesto za vero. Pravi, ne iskati nekako, kje začeti graditi odnos z Bogom. Začneš ga lahko tukaj, kjer si, zdaj, kar zdaj doživljaš. Ni treba nekam iti, ni treba nekaj si izmisliti. Bog vzame konkretno situacijo za res. To je vstopno mesto. Pa tudi, če se pogovarjamo najprej o vremenu, zakaj pa ne? Zase lahko rečemo, smo pozorni nase v molitvi, s katerimi konkretnostmi pričenjamo pogovor z Gospodom. Je v našem pogovoru konkretnost navzoča, da mu res povemo to, kar nosimo v sebi, kar čutimo. Da je žena ljubi moža in da v Jezusu pove, da ga ima rada moža. Da je drugič jezna na moža in da Jezusu pove, da je jezna na moža. To je konkretnost. Ko so otroci pridni, poveš Bogu, da so otroci pridni. Ko so poredni, mu poveš, da so poredni in da ti je to težko. Vzgojitelj, starš je tukaj podoben Bogu. Je pozoren na konkretnosti tistih, ki jih vzgaja v veri. In jim pomaga, da od tam naredijo korak naprej, tako kot Bog pomaga nam. Dobro se je to zapomniti, ker mi velikokrat mislimo, da če bi pa bilo drugače, če bi bili drugje, če bi lahko šli tja in tja, če bi bilo pa drugače, bi pa nekaj bilo. Ne. Tako, kakor je v tem trenutku edina resničnost in tukaj hoče Bog začeti in zato tudi mi začnimo. Drugi korak je prestop meje običajnega. Tudi o tem smo že dopoldne malo razmišljali, o teh 2 korakih. Namreč to, daj mi piti, ni bila samo izraz Jezusove potrebe po vodi. Je bil kar dober psiholog, bi lahko rekli Jezus. On je s tem, ko je rekel, daj mi piti, naredil nekaj, kar je ženo začudilo in je obstala. Zato, ker je s preprosto prošnjo, daj mi piti, prestopil 3 zelo pomembne tabuje takrat med Judi in Samarijani. Najprej čisto družbeno, antropološko, kulturno mejo. V takratnem okolju je bilo normalno, da moški in ženska javno nista govorila. Jezus pa opoldne ob 12. govori z ženo, na očeh vseh. Potem je druga meja, ki jo je prekoračil, nacionalna, narodnostna meja. Judje in Samarijani so bili ko pes pa mačka. Pravi, Judje niso priznavali Samarijanov, zato ker to so bili Judje, ki so ob naselitvi se poženili in pomožili z pogani in niso bili več pravi Judje, so bili za Jude nečisti in so jih izobčili. Zapravi, niso več spadali pravzaprav k judovskemu narodu. In zato Judje niso z njimi hoteli imeti nič. Spravi, niti poznali se niso. Ne? Jezus pa
se obrne na to ženo, je ženo in še Samarijanko. In še mogoče najhujše je to, da je s tem stopil tudi versko mejo. Ker če so se Judje družili s Samarijani ali s pogani, se dotikali njihovih predmetov, on je rekel, daj mi piti iz svojega vrča. So postali nečisti in niso smeli brez očiščevanja v tempelj. Poglejte, to je bila tako huda kombinacija, da je Jezus tvegal, da ga izobčijo ali pa celo kamnajo. Kaj je bil pripravljen on narediti za to, da je prišel do te žene? Ker daj mi piti je v tem trenutku začelo pomeniti, da je bil Jezus žejn njene vire in da jo je povabil na to pot. Tretji korak, ko je na nek način začutil Jezus, da je žena vendarle s tem svojim začudenjem se omehčala, da je začutila, da se tu nekaj drugačnega dogaja, kakor se je dogajalo z drugimi možmi in moškimi in zlasti Judi, ki so hodili mimo, kakor da Samarijanov ni, je Jezus ponudil, da bi stopila en korak naprej. En korak naprej na višjo raven. In je rekel, ko bi vedela, kdo te prosi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Vidite, tu je tako spretno, Jezus jo povabil, da bi začela razmišljati ne več o vodi, ki je v tem vodnjaku, ampak o eni živi vodi. To se pravi, je vzel vodo kot figuro, da bi ji povedal nekaj o večnem življenju, o nekem, kar je on lahko ponudi. Ampak mora stopiti v odnos z njim, z Jezusom, ki je Bog. Mora stopiti z njim, da bo lahko dobila živo vodo. Ponudil je nekaj več. Povabil jo je, naj gre en korak naprej. Želi pomagati narediti ta korak, da bi od navadne vode lahko prešla k živi vodi. To je kar tako težka naloga, ne? Pomagati drugemu, da bi začel videti za stvarmi nekaj več, nekaj novega, da bi lahko naredil en korak v svojem osebnem razvoju naprej, v razvoju vere naprej. Ni tako enostavno. Jezus se tega loti. Spravi, ko je najprej njene meje ugotovil, jo zdaj vabi k preseganju mej. Vidite, to je Bog sposoben. Da z njegovo pomočjo začnemo presegati meje, ki jih sami nismo sposobni. In zato je potreben odnos. Ker samo na neko razumski stavek ne bo nihče šel preko svojih mej, ker je to pretežko. Pa naj bodo to razumske, naj bodo to čustvene, naj bodo to duhovne, težko je prestopati svoje meje, ker se dobro počutimo v svojem okolju, ne? Okrog sebe ima vsak en krog ugodja. In v tem krogu ugodja se dobro počutimo. In zato nam je težko se stegovati preko. In samo, če je močen odnos, lahko to storimo. No, Jezus jo povabi, da bi naredila en korak naprej. Vendar ne gre kar tako samo po sebi. Da bi ji pomagal, se odloči za en zelo tvegan korak. Vendar očitno jo je že dosti dobro začutil in tudi čutil, da je sposobna tega koraka naprej. In ta korak, četrti korak na poti vire, je dotakniti se notranjosti, dotakniti se intime te žene. In zato ji reče, kar naenkrat, prej se v vodi pogovarjata, reče, čuj, zdaj pa pojdi in pokliči moža. Pravi, nima moža. Jezus prav vse imela. 5 mož si imela, ki pa niso bili tvoji moži. In tudi ta 6. ni tvoj.
Česa se je dotaknil Jezus? Jezus se je dotaknil največje rane te žene. Ta žena je že 5-krat vpila po ljubezni in je ni dobila. In zdaj 6. vpije, brezuspešno. To je grozna bolečina žene. Žeja po ljubezni, ki je niti 6 mož ni moglo jo uresničiti. In Jezus se dotakne, gledajte, tega njenega mesta. Ja, pomembna ugotovitev. Na poti razvoja tudi moje vere se bo Bog enkrat dotaknil tudi moje rane. Če se že ni, se še bo. Oziroma se bo ponovno kdaj. Lahko zdaj vsak malo pomisli, kje pa je moja rana? Kje je zdaj, da nosim v sebi največjo rano? Tam se me hoče Jezus dotakniti. Ampak Jezus ni agresiven človek. Kot Bog pa tako ne, ker je ljubezen. Zato upošteva ženo, konkretnost. In kaj ta žena naredi? No, vidim, da se je prerok. Mi pravimo, da je treba Boga moliti tukaj na Garizimu, na tej gori, vi pravite, da v Jeruzalemu. No, kaj praviš? Zvita žena. Ko se o nečem noče pogovarjati, menja temo. V trenutku, v enem stavku, menja temo. Vam je to znano? In mi kdaj to ne pogruntamo, ne? Pa se pa kregamo. Pa naj bo tam doma ali kje drugje, ne? Nekdo nam na nek lep način hoče povedati, da se o tem noče pogovarjati, mi pa še kar naprej silimo. Jezus ni ravnal z njo kot na tem področju razvoja odnosa vere kot slon v trgovini s porcelanom. Upošteval je ženin ne. O tem pa se s teboj ne bom pogovarjala. Jasen ženin ne. Dobro, pravi Jezus, če pa tako, v redu, greva pa po tvoji poti. In doseže pravzaprav po njeni poti isto, kakor je hotel on po poti. Verjetno je bila malo daljša in se začneta pogovarjati o molitvi. Ker ona sprašuje o molitvi, ne? Sta pustila moža ali teh 6 mož in se začneta pogovarjati o molitvi. In nastane en zelo pomemben svetopisemski traktat, bi lahko rekli, o molitvi. Se ne bomo zdaj preveč ostavljali pri tem, ampak samo tako. Poglejte, 10-krat je v tem kratkem pogovoru o molitvi uporabljena grška beseda proskineo, ki pomeni češčenje, ampak pomeni, v sebi nosi ta beseda, pomeni vreči se na tla, vreči se v prah pred tistim, ki mu izkazuje slavo in čast. Hkrati pomeni tudi ta izraz zemljo približati ustom, poljubiti, približati ustom pomeni poljubiti. Se spomnite, da je sveti Janez Pavel II. Kamorkoli je prišel prvič, poljubil zemljo. Stopil z aviona, pokleknil na zemljo in poljubil zemljo, zato ker je s tem počastil Boga, ki prebiva tudi na tej zemlji, ker je on prvič. In ko ni več mogel tega narediti, so mu na pladnjo prinesli, ko ni mogel več poklekniti, na pladnjo prinesli zemljo in jo je poljubil. Vidite, to je bil proskinezis. In Jezus govori o molitvi na tak način. Ne. To je celosten odnos spoštovanja drugega. Pomeni postati eno z drugim, ker ko se vržeš v zemljo, si eno. Ko poljubiš, ne, poljub pomeni, midva sva eno. O tem ji razlaga. Kraj in ji razlaga, da ni ne ta gora, ne ono, ampak da je kraj prave molitve pravzaprav postal njegovo telo, Jezus Kristus, ki je očlovečeni Bog. To je molitev. Človek, Bog, ki živi v človeški naravi, to je že samo po sebi molitev, odnos med človekom in Bogom na najvišji ravni. In v to smo poklicani tudi mi. To je razlagal.
Da lahko na tak način molimo tudi mi v svojem srcu in na tak način naše srce, naša notranjost postane ta prostor molitve. Ne več Jeruzalem, ne več ono, ampak bistveno prostor molitve je človekovo srce. No in tu tako daleč prideta, da Jezus presodi en zelo pomemben korak. Namreč tisti, ki se dotakne intime drugega, mora na nek način zadeti tudi svojo notranjost. Ni druge poti. To je pot vere, to je pot ljubezni, da ko se ti dotakneš drugega in njegove intime, njegove skrivnosti, mu moraš vsaj delno odkriti tudi svojo skrivnost. In ko je to razlaga, pravi žena, ko bo prišel Kristus, nam bo vse povedal. In Jezus na to odgovori, jaz sem, ki govorim s teboj. Ampak ta jaz sem je Jahve. Jaz sem pomeni Jahve, ne? Pravi, Jezus je povedal, jaz sem Bog, jaz sem Mesija. Povedal je najglobljo svojo intimo, da je Bog in človek. Najglobljo skrivnost o samem sebi je zaupal v tem odnosu vire, ko sta tako daleč prišla. Naša identiteta je to, da smo katoličani. In to pomeni, da je prav, da ko prihajamo v stik s svetom, da svetu razodevamo svojo identiteto, svojo globino, svojo skrivnost. Kako mi zaradi tega odnosa z Bogom doživljamo svet, doživljamo stvari, doživljamo vrednote, doživljamo begunce, kako doživljamo družino, kako doživljamo spolnost, kako doživljamo delo. To je naša identiteta. Skupaj z Bogom, kako iz odnosa z Bogom vse to doživljamo in vse to vidimo. Vidite, Bog je razodel samega sebe in ona je v moči tega razodetja lahko sprejela Jezusovo skrivnost. In v tem trenutku je bila sposobna za 6. korak, ko je začela ona pričevati. Pridite in poglejte človeka in tako naprej. Vidite, v trenutku, ko je ona sprejela Kristusa kot Boga, je postala učenka, prva evangelizatorka v svojem kraju in je spreobrnila Samarijane, groza za Jude. Ne? Lahko bi rekli, da je to en model tudi misijona. Na misijonu bo tako Bog delal z nami tudi, nadaljeval proces vzgoje v veri vsakega izmed nas. Pa nadaljujmo, kako je Bog delal naprej, še kak primer iz zgodovine. Vzamemo za primer Avguština, ga vsi dobro poznamo, da je sam najprej taval intelektualno in moralno, da je iskal, da je zgrešil, da je končno sprejel in da je končno živel odnos. In tukaj je napisan en čudovit odlomek iz njegovih izpovedi, kjer on izpoveduje, kako doživlja osebno Boga. Poglejte, o večna resniča in resnična ljubezen in ljubljena večnost. Pozno sem te vzljubil, lepota, večno davna in večno nova. Pozno sem te vzljubil. In glej, bil si v meni in jaz sem bil zunaj. In tam sem te iskal, nelep sem se gnal za lepimi stvarmi, ki si jih ustvaril. Z menoj si bil, jaz ne s teboj. Daleč od tebe so me držale stvari, ki bi sploh ne bi bivale, ko ne bi v tebi bivale. Vabil si in klical in prebil si mojo gluhoto. Bliskal in žarel si in pregnal si mojo slepoto. Sladko si mi dehtel in srkal sem tvoj von, po tebi koprnim.
okusil sem te in sem te lačen in žejen, dotaknil si se me in zagorel sem po tvojem miru. Čutite, kako cel Avguštin stoji za tem? Govori o duhovnih čutih, ampak nima druge poti, kako da govori, da mu je sluh prej bil gluh, zdaj pa sliši. Pa je prej slišal. Ampak zdaj sliši več. Prej je videl, ampak je bil slep, zdaj vidi več. Vonja več, okuša več, tipa več. To je odnos vere. To je odnos vere. Glejte, tip, ne? Mi tipamo to pač, kar tipamo. Slepi ljudje tipajo veliko več kot mi. Vmes so zdravniki, ki se navadijo, da s tipom marsikaj ugotovijo, ne? Kar mi ne. Človek pa je sposoben s tipom priti tudi do Boga. In to je največ, kar lahko tip da. Največ, kar lahko sluh da, največ, kar lahko vid da, največ, kar lahko okus da, da te pripelje do Boga. O tem nam govori Avguštin. Osebnem odnosu. Si lahko to predstavljamo? O tem bomo jutri malo razmišljali. O tej razsežnosti naše vere. Naslednja, pri kateri se samo za hip zopet ostavimo, Terezija Velika, Terezija Avilska. Smo ravno sklenili njeno leto ob 500-letnici njenega rojstva, 515. Ona, vemo, da je tudi šla pot vire, zelo razburkano, bila je zelo čustvena žena. Nekje sem prebral, da je en globinski psiholog rekel, ja, Bog je mož, če bi bila poročena. Taka strastna žena je to bila, ne? Ampak to naravo, strastno naravo je prelila v odnos do Boga in v odnos do ljudi. In ena izmed zadnjih, najglobljih stvari, ki jih je napisala in so ostale, je: nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne plaši, vse mineva, Bog ostaja. Potrpljenje vse doseže, kdor ima Boga, mu nič ne manjka. Bog edini zadostuje. Izraz osebnega odnosa, osebne vere. Zopet skoraj njen sodobnik, sveti Ignacij Lojolski, zopet strastna narava, bi lahko rekli, taval, iskal, zgrešil, sprejel in potem živel odnos s vso močjo. To je sklenil v 23. točko svojih duhovnih vaj v temelj in načelo. Človek je ustvarjen, da slavi in časti Boga našega Gospoda in mu služi ter tako reši svojo dušo. Vse ostalo na tem svetu pa je služi temu, da človek to doseže. Ne bomo zdaj se poglabljali, je zelo zgoščeno besedilo, ker je dejansko celotno krščanstvo zajeto v nekaj stavkov, pa tudi metoda življenja, pa morda kdaj drugič ob tem več, dan sam kot ilustracijo, kako je Bog srečal te ljudi in jih je spreobrnil, jih je v odnos posrkal in so potem ta odnos vere z njim živeli zelo konkretno. Vera ni tako nekaj površnega, ampak je zelo konkretno življenjskega. Malo novejši čas, 95. leta je umrl Andrej Frosar. Pri njem sem si sposodil naslov nocojšnjega skupnega razmišljanja: Bog biva, srečal sem ga. To je bil en novinar francoski, agnostik, spravi se z Bogom ni ukvarjal. V nekem trenutku je srečal Boga. In sicer pred Notre Dame v Parizu je bil zmenjen z prijateljem, prijatelj je zamujal in postalo mu je dolg čas in je rekel: stopim malo v cerkev. Ne? Stopil je v cerkev, čez 5 minut ali 10 minut je izstopil kot vernik. Nune so pele, mislim, da
Ave Marija. In on je ob tem doživljanju srečal Jezusa. Stopil je kot agnostik, izstopil je kot vernik. In je napisal knjigo, kot vidite, Bog biva, srečal sem ga. Drobna knjižica njegovega pričevanja, jo imamo tudi v slovenščini. In poznate tudi blaženo Chiaro Luce Badano, verjetno, ki je pred parimi leti bila razglašena za blaženo. Njena zgodba je lepa. Vidite, da je bila stara 19 let, ko je umrla. Dobila je raka, kostnega. In v tej borbi je tako večkrat mamo vprašala, mama, a je to pravično, da pri 17 ne morem več hoditi, ko je napredovala bolezen tako, da ni mogla več hoditi. Mama seveda ni znala odgovoriti. V nekem trenutku hudega napada bolezni zopet, mama, misliš, da je to lažni alarm ali bom res odšla? Mama, Bog določi čas za odhod, vendar bodi mirna, pripravljeno imaš potovalko, polno dejanj ljubezni. Ko bo čas za to, bo Jezus prišel in ti rekel, pridi, greva. In v nekem trenutku stiske je, ko ni dobila odgovora, je obstala za 20 minut in ni odgovarjala na nič, na nikogar. Po 20 minutah je na glas rekla, Jezus, če hočeš ti, hočem tudi jaz. In od takrat naprej je smrtne postelje, ko je že vedela, da terapije nič ne pomagajo, je smrtne postelje prinašala veselje tisočem in tisočem, ker je bila z njimi povezana preko videokonference. In mnogih, ki so k njej prihajali. V tistih 20 minutah je srečala Kristusa. Vidite, Bog biva, srečal sem ga. Ti ljudje so bili v tem odnosu živo, zato jih nihče ni mogel tega odnosa odvrniti. In kaj Bog dela v tem procesu zorenja vire, morda nam lahko pomagajo ena taka formulacija. Naša človeška narava je deformirana po izvirnem grehu in naših grehih. To je začetek. Je popačena, je spačena. In Bog nam, tako je, to se ne moremo pomagati. Po izvirnem grehu se rodimo v svetu greha in to ima na nas vpliv. Potem pa še sami dodajamo k temu. Ampak Bog nas želi po procesu zorenja odnosa vire iz tega potegniti. Hoče torej to deformato ali spačeno obnoviti, Latinci pravijo, deformata reformare. Tako latinsko še malo globlje stvari se lahko povedo. To pravi, nekaj, kar je bilo prvotno tako, kot je Bog hotel, je postalo deformirano in zdaj Bog to želi reformirati, postaviti nazaj tako, kot je bilo prej. To je prvi korak, ki ga Bog želi na tej poti vire narediti. Drugi korak je, da se Bog ne zadovolji s tem, da v prvotno stanje postavi človeka, človeško naravo, ampak jo želi tudi, torej to obnovljeno želi uglasiti, konformare pravi latinsko. Konformare pomeni oblikovati ali uglasiti po nekom. In ta nekdo je Kristus.
To, kar je postavil torej v prvotno stanje, zdaj želi še na novo oblikovati po Kristusu, po katerem smo vsi ustvarjeni in odrešeni. Pa še to mu ni dovolj. To konformirano, oblikovano, uglašeno po Kristusu želi utrditi, konfirmare, to pa pomeni konfirmacija, je birma, ne? Konfirmare, utrditi, Sveti Duh utrdi, ne? Konfirmare, želi to prenovljeno in obnovljeno in oglašeno po Kristusu, želi zdaj utrditi, da nas vsaka sapica ne bi spet oblikovala po nečem drugem, ne po Kristusu. Pa še s tem se Bog ne zadovolji. To konfirmato, utrjeno v Kristusu, po Kristusovi podobi, želi transformare ali preoblikovati še v smislu večnosti. Končna preobrazba je vstajenje. Vidite, to je pot vere. Da pripravi človeško naravo do tistega stanja, v katerem bo lahko mu podaril večno življenje vstajenja. To je dokončna ozdravitev človeka. Čisto na kratko, še z enega drugega vidika poglejmo, kaj Bog želi, da bi v procesu vere iz nas nastalo ali v nas se dogajalo. Pavel je nekako pokazal, da je človek sestavljen iz telesa, duše in duha. Telo, vemo, kaj je, ne? Katere čute ima duša, to je po tej Pavlovi definiciji sedež volje, čustev, razuma, spomina, intuicije, to je ta psihični del človeka. Duh pa je to jedro ali srce človeka, ki je sedež vere, upanja in ljubezni. In Pavel je Rimljanom v 5. poglavju, 5. vrstica, povedal, da je Bog Oče po Svetem Duhu v naše srce izlil svojo ljubezen. To je človek. To je človek. Bog Oče je svojo ljubezen izlil v naša srca. To smo mi. Posoda Svetega Duha, ki je Božja ljubezen, ki je ljubezen med očetom in sinom. In v tem procesu vere on želi, da se to uresniči, da se to, ker greh to lahko prekine, lahko to onemogoči, da v procesu vere se to ponovno vzpostavi in da je človek potem transparenten za to očetovo ljubezen. Vidite, te puščice pomeni, da iz mojega srca sije očetova ljubezen skozi mojo psiho, se pravi razum, voljo, čustva in skozi moje telo. Da ljudje, ki me doživljajo, ko so z menoj v stiku, če iz mojega srca prihaja očetova ljubezen preko mojih besed, mojih misli, mojih dejanj, čutijo očetovo ljubezen po meni. To je svetnik. To je svetost. In to je končni produkt, če grdo rečemo v narekovajih, procesa vere. Tega osebnega odnosa z Jezusom Kristusom. Končajmo še z enim povzetkom vsega skupaj, da malo utrdimo, ker ponavljanje ima te učenosti. Ko rečem verujem, mislim na ta proces, ki ga Bog gre z mano, procesa vere, in v ta proces vere se dogaja znotraj enega širšega konteksta, ki se imenuje cerkev. Ker moja osebna vera ni individualistična vera, ampak je skupnostna vera. Nisem o tem vidiku govoril, ker smo pač izbrali osebni vidik, ne? Ampak osebnega vidika ni brez tega skupnostnega vidika. Verujem pomeni s celoto svojega bivanja stopiti v živo razmerje z Bogom. Sebi in drugim na nek način izpovedovati, da me nekdo nosi,
v svoji roki, kot pojemo v pesmi. Da živim v Božjih rokah. Da je skrivnostna stvarnost Božjih oseb tista, ki skrbi zame. To pomeni verujem, reči verujem. Da nisem prepuščen samemu sebi, da ni napaka, da sem. Koliko ljudi doživlja, da je narobe, da so, da bi bilo boljše, da jih ne bi bilo. Noben človek ni napaka. Noben človek. Vsak človek je bil zaželjen in ljubljen vsaj od Boga. In to nam zadošča, pravi Terezija Velika. To nam zadošča. Če pa še potem to doživljamo po ljudeh, ki so okrog nas, nam pa dvakrat zadošča, če tako rečem. Torej gre za svobodno se predati Bogu v zaupanju. Vera, to je stvarno obstoječo ljubezensko razmerje med dvema, med Bogom in človekom. Stvarno obstoječe ljubezensko razmerje. In potem znotraj tega razmerja koreninijo ali živijo in se razvijajo vse druga razmerja. Med možem in ženo, med družinska razmerja, sosedska, državna, če hočete, znotraj državljanov in tako naprej. Tudi do tujcev, tudi do beguncev. Vsa ta razmerja so znotraj tega živega, resničnega, ljubečega odnosa med menoj in Bogom lahko v miru živeta. Torej, verujem pomeni, nisem sam svoj. Nimam življenja iz sebe, sem Božji. Zato sem zaželjen, zato je prav, da sem in zato je prav, da drugi to čutijo, da sem v živem odnosu z Bogom.